Prtljaga je pripravljena za odhod. Avto tudi. Danes do Brnika. Do aviona za Frankfurt. Pes takoj pogrunta pri nas, kako je. Šalaro zapuščamo v cvetju, ptičjem petju, lepo urejeno, pokošeno. Gremo? Gremo v svet. Danes še bo prav Frankfurt in polet proti Bangkoku. Sedi, ljuba. Ja. Še zadnjkrat pobožaj pesa. Mojega ljubčeka malega. Ljubica moja, kje si? Kokica moja, pridi, pridi. Ljubika moja. Pridni bodi, pa čuvaj hišo, veš? Ja, moj. Vse bodo skrbeli. Gregor bo zato skrbel. Kje smo pa zdaj? Aha. Na aerodromu Ljubljana. Kasno popoldne. Megleno. In se odpravljamo proti Frankfurtu. Čekiramo in letimo. Vsak za vrednost menjalnika, veš. In jaz sem se za to ceno boril. No, to smo že opravili, prej v veliki gužvi, pa že lahko pogledamo. Evo, naš let, nas čaka. O, naša grupica je pripravljena. Kje si bil, ko smo slike delali? Kakšne slike? Ja, specialne, ne? Samo na letališču. Gasilska. Preganjamo dolg cet v čakalnici. O, je uspelo, bravo. No, brez tega pa ne gre. Ljubljanski letališki, brezcarinski trgovini. Tukaj ponavadi zapravimo zadnje ostanke denarja, ko pridemo z dopusta nazaj. Potem se postavimo v vrsto in se vkrcamo v letalo. Vedno isti postopek. Slovo od Gorenjske. S tem avionom gremo v Frankfurt. Evo, naša grupica se že odpravlja. Vidimo proti Šmarjetni glavi. Pa, Gorenjska za 25 dni. Aha. No, pa se razkomotimo. Smo pa že 10.000 metrov visoko nad oblaki. Ampak še vedno na Slovenijo. Verjetno, če že nismo prešli Alpe. Karavanke. In tle je verjetno Drava. Da si predmete varnostne pasove in izklopite vse elektronske naprave. Če nadaljujete let in še nimate vstopnega kartona, vas prosimo, da se javite pri katerem koli prijavnem okolicu Lufthansa. Evo, zdaj smo prišli iz letala in po takem hodniku gremo gor, ekola, v stavbo. Ekola, pa smo v Frankfurtu.
Gremo počasi vsi tja, se tam nekam stacioniramo na kup, pa lahko luljamo v krog. No, zdaj se pa peljemo v drugi del letališča s posebnim vozilom. To je neka tračnica. A, poglej, enojna tračnica je. Počakaš. No, sedaj se pa pričenja čakanje na naš let. Eni ležijo tako, drugi čitajo, eni dremljajo. A to so namigi? Flaško daj, ne more z vodo nazdravljati. Drugo flašo. Ja, pa res. Še eden, evo. Ja. Čestitke posadke. Da vzdržimo, ne? Ja. Še enkrat na 10.000 metrov. Pa pa šluk, prosim. Zdaj pa šluk. No, bravo, bravo, bravo. Vse najboljše. No, čakalnica letala za Bangkok. Kordiševi. Grošelj nekaj razlaga. Cel svet je tlele. Pa še tako, one Naše ženske. Ljuba. Že azijski obrazi. Do hodnika v letalo. Gremo v Boeinga. To je velika zadeva. To je velika zadeva. Smo pa v Boeingu. 10 sedežev v vrsti. Še malo, še ne pridete. Boeing 747. Evo, za naslednjih 12 ur tle bomo ko nalepljeni. Če vam je všeč ali ne. Kaj pa imaš ti? Dodane nam kaj nižji. Dejansko 5 po našem času, po 10 urah letenja smo nekje nad Indijo proti Tajski letimo na višini 10.000 metrov, skoraj 10.000 kilometrov daleč. Od Frankfurta smo že. Časovne razlike je po 5 ur, ljudje se komaj prebujajo. Lokalne času je pa že ura 10:30. Spodaj pod njami Indija, oziroma kaj se veli kaj. Potovali smo z Boeingom 747, 400 sedežev in še malo več. Evo, pa smo v Bangkoku. Naša grupa je v Bangkoku. 34 stopinj je zunaj, Meta Milčinski, Breda Rejec in gremo za Groščem naprej hitro. Dobrodošli v deželo smehljaja. To je kraljevina Tajska. Tale avionček nas je pripeljal, Boeing 747, zdaj stovarja prtljago. No, prtljaga naša je prišla, dali smo na vozičke in zdaj proti hotelu. Prvo preseneče, da šofer sedi na napačni strani, pa tudi vozi na napačno stran. Poglej. To se moraš res navaditi. Ne vem, če se bo to dobro končalo.
Evo, šivamo jo. Highway iz letališča naprej. Kaj imamo jutr let? No, kje smo pa zdaj? Naša grupa je prispela v Malezija hotel. Bazenčke imajo, za ribice, za ljudi. Vratar nas je takoj pritekel sprejet in pojdimo notri. Zraven hotela je taka ulica, mala, prometna. Za nas električarje je pa tudi lepo tole, kako ima je narejeno to inštalacijo. Račje gnezdo. Tukaj bi bilo dela za naše električarje. In vse lepo deluje. Promet po tlevi, kot smo rekli. Tipična njihova sredstva. O, lepo diši ena cigara. No, zdaj gremo pa na voden izlet v 2 kombijih in klimatiziranih, lepo, ne? No, tle se zbira cel svet in prodajalke teh klobukov. Mi gremo pa kar notri. O, kakšne krasote so tlele noter.ต้องการจะมีร้านแค่50มีเพลงไทยดนตรีไทยดอกไม้ไทยและงานนี้ที่สุดเป็นปัจจัยของโบราณมางานนี้มีเงินจะซื้อของก็คงจะไม่สะดวกต้องตัดแหล่งเปลี่ยนร่วมก่อนนะเงินโบราณเป็นตรงๆให้เราได้รู้เข้าใจว่าคนโบราณเราค้าขายอย่างไรมีการแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างไรนั้นเราไปตรงนู้นและจะเห็นว่าโบราณอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแลกเปลี่ยนอาหารสินค้าทุกประเภทขอเชิญชวนโยมนะทำบุญตามศรัทธาไปจีวรให้เกียรติแขกผู้มาด้วยเล่นน้ำให้พอดีนะอย่าไปพอดีอย่าไปใส่นมไม่ว่ายิงเข้าที่หูที่จมูกที่ตาเอาพอเย็นๆสบายๆเป็นเสน่ห์ของคนไทยเทศกาลสงกรานต์แล้วก็อันนี้เนี่ยที่เขามาแล้วก็ชื่นใจคนไทยมีรักญาติการรดน้ำดำหัวโวยพรโวยไทยดินตกดินใจหลักหน้าดีดินหลักหน้าดีคนไทย Noter moramo biti bosi. ไทยของเมืองแต่ใจไทยขอเจริญพรขอให้ทุกคนเช่นใจเราเป็นผู้นำปกปักเราและก็ Da si ga posvetlila? A, menjala se. Pišuka. Evo, čudo Božje. Samo 100 batov je, Evo doma. Or you can make from the photo from there and see.
Oste pa en kup zlata. Dva so izvočni, ja. Bolje verjetno. Dva so izvočni. Največji ležeči Buda na svetu. A moram na fleš dati tle? Milan. V tej dvorani za temi stebri leži njihova največja cerkvena svetinja. Še en vhod do tega templja s čuvaji. Podplati ležečega Buda, prsti obloženi z lističi zlata, to verjetno oni verujejo, da s tem, ki darujejo tole, da je kaj pripomore k družinski sreči. Tale stvar je kar dolga, ja? 51 metrov, možda kar moja. Koliko pa? Prsti in na stopalah na tisoče takih figuric. No, da bomo lepše videli, publika moja draga. Na tisoče takih figuric na stopalih. Neverjetno. Neverjetno. Prijemo malo prostora. Spodobi se mu še hrbet posnet in gremo dalje. Glava mu počiva na temu. In slovo od tebe, o Buda. No, pa iska čevlje in se zopet obuti. No pa pojdimo še v srednji del tempeljskega mesta. Evo, Ljuba tam že čaka.
ที่สามนะจะอยู่ทางที่ใต้เป็นพระมหาเจดีย์ที่แบบ Ni treba besed, da se opiše to lepoto. พระมหาเจดีย์ที่แบบบริหารเป็นพระมหาเจดีย์ในการที่สามนะครับเป็นพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทย No, en mali detalj. เป็นองค์ที่เนื่องจากว่าเป็นสถานที่พระโพธิ์ไม่พอแต่ด้วยสร้างเจดีย์เก้าเก้าดังนั้นถือว่าวัดโพธิ์นั้นเป็นมีบุญมากนะครับที่สำหรับพระวิหารพระพุทธไสยญาตินะครับหรือพระนอนนะครับพระวิหารพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนนั้นนะครับ Breda, slikaj malo več, no? Skozi slikam. A skozi slikaš? Evo, lej ko je meta pridna. No, tako zgleda tlor iz tega svetega mesta. Razni vhodi z vseh strani. Pa jest. Kaj je dobro iz prvih ust? Je okusno, ne? Če ne bi jedli. Otroci, mamice pa uživajo v pogledu. Gremo mimo ene vojašnice, gremo, ali kaj? Palače, parlamentarne. Palače. A, tudi še celo odpre. Pet gremo mi nazaj. Tu se ljudje zbirajo na placu, praznik piva, spuščajo zmaje, pripravljajo se na jutrišnje praznovanje njihovega novega leta. Mi smo pa obtičali malo v prometu. Običaj je, da se nekaj pošpricajo za današnji dan. Posebno motoristi. Tak živžav je danes. Hej, hej, bravo, ohoj. Se že veseljačijo za novo leto.
šprice se z eno zadevo. Pa tkajo se tudi po šipah, vidiš od avto, le. Ja, je pa svetlovat. Te avenije so njihovi kralji postavljeni. A, zdaj gremo pa do neke pagode. Ta v zlatu. Verjetno zadnji kralj in parlament njihov v ozadju. Parlamentarna kraljevina. Mabor tempel je rekel. No, zdaj smo se pa ustavili pri državni tovarni kamnov. No, postregli so nas takoj z različnimi pijačami. More eons pass as these gem crystals continue their transformation. Caught in massive landslides, they tumble down hillsides to be buffeted and blown by the elements and tossed by swirling waters. For reasons scientists cannot explain, these gem crystals Tukaj jih zbira po barvi, po jasnosti. Tukaj je tovarna, v bistvu tu jih zbrusijo, vse surove izdelke jih delajo. Da je te gledale zelene. The side we can make bigger. No, Breda se je odločila za prstan, jemlje mero. Ta trgovina je velika, lepa, kraljeva trgovina z dragimi kamni. Pa je šlo $54 za lep spominček z njihovim dragim kamnom. Marko je tle za kamuflažo pri trgovini, s svilo, ženske je spustil noter, sploh ga nismo porajtali. Da vidimo, kaj se tle dogaja, kaj bojo naredili Slovenci. Fantje moji, ne boste verjeli, to je gurmanski večer. Mi smo mislili, da se jedi samostojne jedi, ne, samostojne dodatki.
prav guštiramo. Evo, ko nas je veselje pogleda. Tole je zelo tekoče, Marko. Ulica slavna, ki ima Judita, ima podružnico. Pa ni nič povedala, da ima Judita podružnico. Prodaje vse živo. Ja, no, jaz nisem. Ja. Danes streljajo z vodnimi topovi, jutri imajo novo leto njihovo. Prodajajo vse živo, vse mogoče in nemogoče. CD-je, kasete, lepa srebrnina. Ur, kolikor ti srce poželi. A to je pa Sandro kupil, lej. Kako vam je bil všeč spored, intervju, Ljuba? Pa še kaj denarja za zapraviti? Nekaj pa menil, kot se pa menali. Vse se zamenja. Ne vem, ne 20 ali 50 dolarjev so zamenjala. Nekaj bomo še kupili, še. No, pa končajmo s to ulico, počasi še v taksi in v hotel. No, zdaj se ukrcamo v taksije in gremo v Malaysia hotel. Viki urejuje formalnosti za let do Katmanduja. Mi čakamo rezultate. V ozadju tajska glasba. Let nadaljujemo s tajsko linijo do Katmanduja. Še malo pa gremo. Sava zdi, kmalu se vidimo. Ne, Breda? To pa res. Pa pojmo na avion. Se že pripravlja avion za naš let. Tajska linija. Boeing.
Prihajamo. Pa da še zunaj malo vidno, kakšno je. Naša najlepša stewardesa. Da se nasmeje. Smile, please. Smile, please. Thank you. Evo, Nepal, prihajamo. Ja. Nepal. Evo, dobrodošlica, vsak v svoj hotel gremo. Pred letališčem pa tudi takole zanimivo urejeno. No, z letališča smo pa prišli v ta del Katmanduja, zanimiv. Rikše, trgovince, promet, zelo radi trobijo. Viki je že srečal prijatelje, se že pozdravljajo pri tem hotelu. To je hotel, kjer bomo spali. Super, v mirnem kraju. No, v tem hotelu bomo imeli zatočišče. Na tistih dveh obrokih zvečer poleg čajev še neki sokovi, njihove limonade. Strategija za naslednje dni. Ta mešanica podobna kot naša, CD-vita. Skratka, za vse je tega dovolj in to je vse uračunano v ceno. Edino tista pijača, ki boste vidko med potjo nekaj pa jeste en čajček v tele čajnici, tist pa ni uračunano. Tist boste vas pač sami ali pa jaz pa delati Šempir prvošel, tist je pa itak na tistem. Prvi dan se v bistvu vozimo, potem malo opremo preizkusimo tist popoldan pa tak, potem pa naslednji dan se pa zadeve začne. No pa hiter za našimi v naslednjo ulico. Kaj je to? Ja, požegnal me imenit. Vidi. To je pravi brat. Pravi brat. Viki, spet komando. Vse imajo njihove tabelce in številke. Mali tempelček, mali tole in zastavice molilne za srečo trgovini in ostalim. No, kar vse je nekaj v takem stilu. Pravijo, da je pa stanje veliko lepše kot pred leti. No, zdaj smo pa na mali trg prišli. Prodaja zelenjave, sadja. Molilni mlinčki se obračajo. So mlinčki, kateri vsakega obrneš, žebra molitev namesto tebe. In vedno isti napisi so na vse. Vedno isto. Evo, za srečo odprave. Tako. Ne damo sitnosti pa v drug. Evo pa še Marko prišel. Za srečo firme, za srečo družine, za lastno zdravje. Dobar je. Slikal? Cela naša mini odpravca. Si se vse zmolil? Ampak jaz sem bila... Dobro mesto za napeljavo. A, Ljuba, gremo naprej. Živjo. O, živjo.
No, pa še malo stroke. In vendar deluje. Bangemuta. No, tukaj pa za srečo darujejo denar in ga pribijejo gor. Ima svoj pomen. Vhod v stari del mesta in proti palačam naprej v daljavo nas vodi pot. Zelo lepo. Vse les ročno rezljano. Smo na tej glavnem placi. In vse treba glihati. Treba začeti s tretjino cene. Moš takle, kot je tako. Handlati pa treba za tretjino cene. Sredi trga, se niti ne vem, ali trobijo meni ali komu drugemu. Naredim sliko vaj dveh tlele gor. No, zdaj pa ta vrve še z vrha, ne? Ja. Tudi bolj sodobne hiše. Come here. Namaste. Ne. Evo, ljuba se mantra dol. Še dol. Dobra je. No, gremo dalje. Kar topljajo toliko svečk, pa dišijo tudi. Električar na delu. Zdaj vemo, zakaj so take inštalacije. Malo zavozlajo, prerežejo žico. Drugo jutro prebuja se dan, promet začenja, ulice so vse očiščene, pometene.
Ciao. Došli sad na Vogalu. Zdaj smo včeraj molili. Mi smo molili lep dan. Je predelavnica končano. Aha, kaj pa Ljuba vidi tlele? Za lep pogled odpre. Pol greste po Marele. Where are you from? No, pa še slovo od tega možakarja. Se zmer boš pomagal fotoaparat kupiti. Policija je to bila mini stupa, vsa v golobčki. Hello. Molilni mlinčki. Okay. You looking? Not looking? To moraš jeti vse okoli in v pravilni smeri, v obratni smeri urnega kazalca in vse mlinčke zavrteti, da se ti uresničijo želje. Je tako? Come stai? Molto buono. E tu? E tu? Smo malo bolj mir v tej ulici. Ulice z različnimi vrtmi. Del življenja se odvija tudi na tleh. Otmar kupuje marele za našo odpravo. In noče dati več kot toliko. Noče dati več kot 50 rupi, to je se pravi $150. Evo, Anzanje. We don't. Okay, 150 we have. This one. Tako pa zgleda nakupovanje. Yeah, but not black. V živo.
Only black. Res zmeni se, da bom imel na posnetku. Ne, črne ne moramo vzeti. No, Ne zadovoljen sem se. Papirnate. Papirnate. Zdaj ti bo dal. Ni njihov. Marko jih je nasmejal, oni so prebrali original. $10. One more. $10. Very Nepal khabar na. 100 Nepali more. To smo naredili celi šov na tržnici. Now, okay. You are very old man, man. You are Star Wars money. These are also money. Good price for you. 11. Give me 11. No. $10. Excuse me. Look, 50 rupees more. Excuse me. Oh, $10. Okay. Did I 11? Excuse me, you give me 3. Ljudje v šoli so uniformirani, lepo, modro, temno modro, šola je lepa. To se vse dogaja na trgu. Lepe spominke imajo, lepe. Evo, vreden skandala za 300 rupij, kar dobro se mi zdi. Very nice. Madam, excuse me. Ta zadeva je bila včeraj v prahu, danes je pa že lepša. Spet lepi šolniki, vidiš, lepo v uniformah. Mene bodo ti trgovci požrli. Te bodo požrli? Reci oštro, ne in konec, ne? Takole se moramo braniti prodajalcev, ne? Thank you. Hranijo. Pridni ljudje skrbijo za živali. Sploh so strpni do živali. Čisto dobeden, da naredi nič s tem, ki so ležijo. So imeli neki obred tukaj. Bye.
Naša grupa, no zdaj pa grem mimo, tako je zanimiva trgovinka. Ko je nizko notri. Očeni si. Breda je kupila papajo, banane, slepe sladke. Še čaka drobiž in gremo v hotel. Evo, odhod, novi aventuri naproti. Viki nas pelje kaj do nekega templja, ne? S tem kombičkem spet bomo spoznali radosti vožnje. Sežiganje mrličev. Ja, se to pripravlja. Zjutraj se žigajo, ja. To je naš general, nas vedno sprejme zjutraj tukaj. Ne? Ok, super. Zdaj pa v živo spremljamo tisto vožnjo, ki smo videli prej. Trobljenje po ulici. Evo. Evropejci, ko kokoši hodijo. Bomo zdaj prišli ven. Evo ga, direktno eden na drugega, poglej. Bif, pa se omakne zadnji trenutek. Zopet, evo kolesarja, žik, zadnji trenutek v kanal. It's behind, yeah? Evo, v kakšni gužvi smo zdaj. Kakšnega se treba pa tudi ustavi. Vse živo. Lega, kakšen zdaj se fantek gleda na vozičku, me gleda, ko snemam. Rikše pred nami. Dosti dvotaknih vozil, evo, bicikl z leve na centimeter pred nami. Ja, kako je lušen ta fantič, gata pelje. Najhitrejše prevozno sredstvo je pa bicikl. Zdaj gremo ob vznožje templa, se dvigamo gor proti njemu, a cesta gre še gor. Jaz sem mislil, da bo treba hoditi, pes je tudi na svobodi. Za turiste nam bo prikrajšala pot po stopnicah. Velika stvar je tole. Edino škoda, da je v Katmandujski kotlini več ali manj megla oziroma mrč, ker je dosti vlage, včeraj je bil dež. To je Katmandujska kotlina. Ker je bolj okoli. Evo, prihajamo bližje, vse bližje. Pri blagajni se je ustavilo, guardija nas ne pusti skozi. Na tem templju so tudi opice, tudi cela družinica, mamica je putra. Ja, malo je biznis.
Skratka, samo to, da boste vedeli, no.